Haj. Ja, mogoče sem nekateri razočarana, Tanja Skaza z vami, pa ne v četrtek 2020, ampak danes v petek, skoraj ob 2. uri, ko končujemo dvodelno delavnico, oziroma ni delavnica, to je modul, kjer smo gradile odnose. Gradile najprej odnos do sebe, odnos do mame, z našimi mamami. To pomeni tlele v zadnji, kakor vidite, moja skupina, mojih krasnih žensk, pa ne samo, da kje smo. Mi smo še v Piranu, smo si privoščile Primorje, kjer bomo tudi te dvodnevne izlete delale. Kaj smo ugotovile? Pa bom mogoče kratka, da bo tiste usmeritve ta prave za vas, da bo mogoče doživeli aha momente, tako kot katere izmed mojih udeleženk rečejo. Prvi aha moment je vsekakor to, da se zavedate, dokler mamo ne sprejmete takšno, kot je vaša mami, ne boste sprejeli sebe. Dokler ne boste mami odpustili za vse, kar vam je počela, naredila in jo videli, da tudi ona mogoče ni imela tako krasnega življenja, kot si vi mislite, da ga je imela, takrat lahko naredite en velik premik pri sebi. Druga zadeva, delali smo danes vzorce, ne vem, če se vidi na tabli. To pomeni, dotaknili smo se svojih vzorcev, katere smo vzorce, ki smo jih dobili od naših prednikov, od naših 7 generacij. To pomeni 7 generacij nazaj je nam dalo neke določene vzorce, ki jih nosimo in mogoče se tega sploh ne zavedamo, da zaradi teh vzorcev smo danes nekje omejeni, ali tako na poslovnem področju, ali pa na osebnem področju. In danes smo delali, kar smo včeraj dobile, danes smo pa to ponotranjile. Smo se dotaknile, začutile bolečino. Naprimer, če imamo vzorec nevrednost, pomeni, da se vedno sprašujemo, ali sem dovolj dobra, ali sem dovolj dobra za družbo, ali sem dovolj dobra za partnerja, ali sem dovolj dobra, ne vem, za skupino. Vedno imamo ta močen občutek nevrednosti, ker smo tako zahtevne do sebe. Potem nesprejetost. Takoj, ko nam pomeni okolica več kot mi, sebe cenimo in spoštujemo. To meni nas zanimajo, kaj si okolica misli o nas in tako naprej. In radi ogovarjamo okolico, to meni tisti, ki radi govorimo o ljudeh, marsikdaj smo tisti, jaz več nisem, so tisti, ki se počutijo nesprejeti. Moj vzorec je bil močen nesprejetosti, še posebej se veste, priseliš se v Slovenijo. Jaz sem se drugače rodila, ampak nikoli nisem bila Slovenka. Ko sem šla v Srbijo, sem bila Slovenka, ko sem prišla pa iz Srbije, sem bila pa Balkanka. In to obstaja 7-8 vzorcev, ki so zelo močni in nas držijo noter v sebi. In če te vzorce ne spoznamo, ne moremo delati in ne moremo spoznavati, da je življenje lahko lepše. In ko to spoznamo, vemo, kaj je tista pot, da si bomo več dali ljubezni do sebe, da se bomo bolj znali spoštovati, ceniti, se postaviti na prvo mesto, ne biti toliko zahtevne do sebe, ali pa tako kot rečem, ena krasna afirmacija, biti popolne v svoji nepopolnosti. Bilo mi je res čudovito. Sem jih vprašala zdaj na koncu, kako me vidite? Me vidite, da sem utrujena ali polna? In me vse vidijo polne energije. Pomeni, če so one polne, sem polna tudi jaz. Če sem jaz polna, so one polne. To pomeni tisto, kar voditelj daje, kar ima voditelj, daje naprej in potem tudi dobi nazaj. Vendar, če so odprta srca. Bistvo vseh teh takih delavnic, modulov je tudi v tem, da resnično poskušamo odpreti srce, odpreti se za ljubezen in se sprejeti takšne, kot smo. In da se v tem okolju počutimo varne. Tako da, dragi moji, vsi tisti, ki imate izziv, delati karkoli, skupino, je samo tako močno imate vzorec nesprejetosti, da niste najbolj pomembni. Ampak dajte si dovoliti to delati skupino, ker ko pa skupina ugotovi ali pa nekdo, vas pa oni postavijo na pedestal. In to so čist drugačen pogled, kot bi ga pa vi mislili, da bi bil ta pravi. Mislim, da bi bil ta pravi. To sem malo zdaj smešno rekla. To meni drugače si postavlja na pedestal. Kakšni so občutki? Ko sem jih vprašala na koncu, kako se počutijo, glede na to, ker z mano se odpirajo bolečine, z mano gremo v globino. Odločila sem se, da ne bi želela več površine. Tudi kaj, moj nasvet, ki ga dajem njim in tudi vam. Ko že greste na kavo, naj bo kava v globino, naj ne bo kava samo površinska. Dajte se vprašati, dajte biti iskreni do nekoga. Bodite bitje luči, resnice in ljubezni. Tako da, toliko za danes.
lepo prosim, da gledate naslednji teden. To meni že naslednji teden, ne, še naslednji teden. Jaz srčno upam, da zdaj ponavljate afirmacijo, spremembe vredna, drugače pa ne spremembe vredne. Sprejemam se takšno kot sem oziroma odpuščam se za vse rane, ki sem si zadala v življenju. Je pa ena zadeva, pa tudi povabilo, da septembra bom odprla novo delavnico, novo akademijo, 11 modulov. Vsi moduli so usmerjeni v to, da resnično začutimo ljubezen do sebe. Ampak da začutimo ljubezen do sebe, je pomembno iti v globino. Ker če gremo v globino, jo tudi sprejemamo vso našo temo in ta tema postane naša svetloba. Evo, da pogledamo, če še nekdo bi pomahal. Evo, takole malo. Zdaj se že poslavljamo. Zdaj gremo še samo narediti obred. Jemaja, gremo se pokloniti naši boginji Jemaja in bomo rožice oziroma vrtnice vrgle v morje in si zaželele željo in ne zaželele, tudi verjamemo, zmanifestirale željo, da se nam uresniči. En krasen vikend vam želim. Čau, čau.